Prečudoviti vrtovi gospe R. je naslov razstave Mateja Čepina, ki jo predstavljamo v galeriji Insula. Skrivnost ostaja. Skratka, gospa R je figura, ki nam ne razkrije svoje skrivnosti v podobah, ki so pred nami. Matej Čepin je gotovo en pomembnih, trenutno aktualno najpomembnejših slovenskih slikarjev, figuralikov, ki pač s svojimi deli dokazuje, da je ta figuralna podoba še vedno dovolj živa in močna, da nam sugerira zelo bogato in močno vsebino. Tehnično so slike pred nami zanimivo komponirane, kajti gre za mešano tehniko, ki temelji pravzaprav na neki podlagi, ki je izgotovljena z voskom in smolo, na katero pa avtor nekako specifično zaključi v oljni tehniki pač nek detajle teh podob. Skratka, slike pred nami so gotovo zanimive v smislu, da v nekem zagonetnem svetu, nekem skrivnostnem, magičnem svetu pač iščejo in razkrivajo drugo skrivnost. Matej Čepin nas skozi te slike vodi v nek drugi svet. Lahko bi rekli, da gre za nadrealističen način. Morda bi rekel, da je pravzaprav Matej Čepin bunuelovsko-felinjevski, kajti nekaj filmskega je v teh podobah. Tudi sam način zornega kota, ki nam ga podaja avtor v teh slikah, je poseben. Kajti gotovo gre za krajine, ampak krajino običajno vidimo kot horizontalo. V tem primeru pa Čepin ustvarja globino podobe, se pravi, ne govori o krajini, oziroma imamo pred seboj krajino, ampak ta krajina je pravzaprav notranji prostor. Se pravi, ta hortus conclusus, kot nekakšna ikonografska forma, ki je precej drugačna v tem smislu, je pravzaprav ujeta v nek hermetičen svet, ki pa se razvija pravzaprav v svoji globini. Tako je zastavljena podoba. Mi jo gledamo vedno skozi nek podaljšan prostor. Skratka, v ospredju imamo določen tip figur, med katerimi obstaja nek odnos, in potem se spustimo v nadaljni prostor, se pravi prostor v globini, kjer imamo druge figure, ki nam pač govorijo o neki drugi zgodbi. In te zgodbe so lahko prepletene, morda pa tudi ne. No, skratka, veliko je izpovednega v teh podobah. Izvedbeni način, kako avtor pač to pripelje v zgodbo, je indikativen. Matej Čepin je svoj likovni način gradil dolga desetletja in mislim, da je prišel do neke stopnje avtorskega izraza, ki je zares specifičen. Likovno polje, ki ga pač vidimo v smislu izraznega konteksta neke vsebine, je tukaj izgotovljeno v tej specifični formi, ki jo čutimo kot neko zabavišče, a hkrati gre v ozadju za neko turobnost. Torej, če se vrnemo k horizontu, se pravi ta horizont, ki ga prepolovi pravzaprav bomo rekli, prehod iz zemeljskega v nebo, je običajno
zapolnjen s nekim dimom. Tudi to je neki simbolični pravzaprav akt, ki predstavlja ta prehodnost iz življenjskega v tisto nadživljenjsko. Skratka, prehodnost iz tega sveta na drugega, kar je tudi izraženo v podobi, ki neposredno asociira v to smer. No, asociativno se spet lahko vežemo na drugo zgodbo, ki je precej drugačna. Skratka, na to gugalnico, ki je predstavljena v dveh podobah na tej razstavi. Ta diagonalna postavitev gugalnice, poznani Fragonarjevi podobi, se pravi rokokojevski podobi, ki je vsebinsko precej čisto nekaj drugega, je v tej asociativni povezavi pravzaprav zelo zanimiva, kajti v nekem smislu so te slike Čepina kar naenkrat vesele. V drugem smislu pa je in zagonetne v tem nekoliko tudi erotičnem pogledu, kajti scena je zelo podobna kot na omenjeni Fragonarjevi sliki, ampak Čepin ustvari pod zgodbo ali nad zgodbo, ki se nadaljuje v drugem svetu. Skratka, morda malce živahnega, radoživega, ampak hkrati v ozadju imamo zopet ta dim, ki govori o nekemu drugemu svetu, se pravi o nekem prehodu iz tega v drugo. Ta skrivnost, kot rečeno, ostaja v teh vrtovih. Vrtovih, ki so zelo podobni med seboj. Indikativno je ta drevesna vegetacija zimskega sveta, zaradi tega, ker to so drevesa brez listja, brez žive zelene barve, ampak je vse nekako otemnjeno v tem rjavo, sivem morda tonu. Tudi pokrajina pred nami je nekakšno robidivje, nekakšna goščava, ki pa se razpre v ta, kot rečeno, globino tega drugega horizonta in polja. No, značilna je še en majhen delček, ki je skoraj obvezen element v njegovih podobah. To je pa nek delček obarvan v rdeče. Skratka, na vseh podobah skoraj da imamo neko rdeče polje, ki je izrazito kontrastno s celo ostalo podobo. No, to je verjetno tudi precej pomemben del pri razumevanju in videnju teh podob kot optičnih, sugestivno močnih artefaktih. Avtor nam s temi majhnimi detajli pravzaprav ustvarja tisto občutje te optične sugestivnosti, ki še vedno omogoča podobi, tudi figuralni podobi, da deluje avtonomno. Skratka, da deluje kot slika, kot podoba, ki je poleg zgodbe, ki je v njej ujeta, pravzaprav še bolj izrazito sugestivna za gledalca. Čepin se običajno izraža v velikih formatih. Tudi tukaj na tej razstavi imamo 4 dela v večjem monumentalnem formatu, ampak poleg teh imamo tukaj tudi serijo manjših podob. In sicer precej majhnih slikic, v katerih je ta svet, skrivnostni svet, še morda bolj intimno izpeljan in predstavljen. Figurice so tu še bolj banalno, groteskno izvedene in ta čudežni svet, v katerem se dogaja zgodba gospe R, je še bolj močno izpostavljen. Kajti veliki formati nam omogočajo pogled v širše polje, medtem ko se v teh
manjših podobicah to polje zoža in zgodba postane še bolj intenzivno ujeta v nek krog skrivnosti. Skratka, vse zelo magično, skrivnostno, v določenem smislu lahko tudi groteskno, ampak vedno polno fantazije, ki se v teh podobah nikoli ne zaključi.